Napoved koncerna Volkswagen, da bo zaradi vse višjih stroškov in predvsem kitajske konkurence močno zmanjšal stroške in odpuščal delavce, morda pa celo zaprl eno od 6 tovarn v Nemčiji, je na noge dvignila sindikate in politiko. Razmere so resne. Upravni odbor in vodilni menedžerji podjetja, ki po svetu zaposluje 680 tisoč ljudi, od tega dobrih 100 tisoč v Nemčiji, bodo o predlogu sprememb govorili v četrtek. Die europäische Automobilindustrie befindet sich in einer sehr anspruchsvollen Lage. Das wirtschaftliche Umfeld hat sich nochmals deutlich verschärft. Hinzu kommt, dass vor allem der Standort Deutschland bei der Wettbewerbsfähigkeit weiter zurückfällt. Wir haben in Deutschland erhebliche Überkapazitäten bei Volkswagen, eine Auslastung von nur rund 2/3. Man muss sich längerfristig fragen, wie viel Produktionskapazitäten man in Deutschland, aber auch in Europa vorsehen wird. No, in v studiu pozdravljam strokovnjaka za avtomobilizem Andreja Brgleza, na naši povezavi pa je direktor Hitrije holdinga Iztok Seljak. Dober večer obema, bomo začeli kar tukaj z vami v studiu. Gospod Brglez, kaj se je pravzaprav zgodilo? Ker Volkswagen je obljubil, da do leta, mislim, da 2029 ne bo zapiral tovarn. Zdaj pa napoved, da bo. Zdaj je pa začel z plesom, ki je dobro znan in ni prijetno poslušati, da prvi možje nemške industrije rečejo, da niso konkurenčni, da so zaostali v konkurenci, ker to ni res. Naša evropska... Tukaj se pleše ples, ki je dobro znan in je treba razumeti tudi kontekst časa, v katerem se dogaja. Se pravi, evropska politika se nagiba proti desni. To je zdaj trenutek, v katerem avtomobilska industrija poskuša še si izposlovati nekaj manevrskega prostora, nekaj časa za odlogi za prehod na bolj zeleno mobilnost ali tehnologijo in to poskuša na način kot vselej. Se pravi, po eni strani z pritiski kapitala, da bo zapiral tovarne, po drugi strani ne prezrimo vmes, sindikati so zelo glasni, eni in drugi so se pa zavezali k zelenemu prehodu. Torej, kako bomo zdaj do tega prišli? To je neka vrsta manevr lahko. Absolutno je manevr. Zdaj samo vprašanje, ker to igra z ognjem v trenutku, ko je vse zelo pripravljeno na večji požar. In zato je tvegano. To ni dobro sporočilo, ni dobra igra. Nevarna igra, ja. Gospod Seljak, vi vodite tudi v slovenski avtomobilski grozd. Kaj te težave pravzaprav pomenijo za nas, za slovenske dobavitelje? Mi že dlje časa opozarjamo, kajti ta situacija se v Evropi pelje že vsaj 10-15 let, na kritično zaostajanje evropske, ne samo avtomobilske industrije, ampak celotne industrije za Kitajsko, ki ima zdaj med tem v ključnih razvojnih industrijskih panogah že najmanj 5 do 7 letni razvojni naskok, ki samo raste iz dneva v dan. Seveda posledična izguba tržnih deležev evropskih proizvajalcev, ki je mogoče pričakovati v prihodnjih nekaj letih, pri čemer Volkswagen prednjači z okvirno 30% tržnim deležem. Torej padec tržnega deleža vozil, ki se napajajo z našimi evropskimi in slovenskimi sestavnimi deli, in na drugi strani rast tržnega deleža kitajskih vozil, električnih vozil, kjer naša pozicija v dobavnih verigah še ni tako močna, bo zagotovo zelo velik izziv. Verjamem pa, da vseeno slovenski dobavitelji, ki se na to sistematsko pripravljamo že več let, imamo določene konkurenčne prednosti in se bomo s tem seveda odločno spopadli. Se pravi, je bilo mogoče napovedati, da se bo to zgodilo, ne? Kje pa je rešitev? Mislim, kaj je rešitev? Protekcionizem, če govorimo zdaj o evropskem trgu pa o evropski politiki, protekcionizem, zapiranje oziroma onemogočanje teh kitajskih cenejših avtomobilov ali morda sodelovanje, recimo Italijani to počnejo, ne? Poskušajo odpreti tovarno kitajskih avtomobilov. Ja, to je z mojega vidika že naslednja faza. If you can't beat them, join them. Mislim, da nikakor še nismo tam, mi sigurno ne. Sigurno jih pa ne bo možno ustaviti s takimi enostavnimi carinskimi pristopi, kot jih zdaj vidimo in jih uvajamo, ker bodo pač Kitajci, tako kot so to naredili Japonci in za njimi Korejci, te ujero preskočili, postavili bodo seveda svoje lastne tovarne v Evropi, kar nekaj jih je najavljenih v naši neposredni soseščini na Madžarskem.
In to seveda enostavno ne bo delovalo. Z mojega vidika bi moralo podobno, kot so oni pogojevali 30 let vstop evropskih avtomobilskih korporacij na kitajski trg z mešanimi družbami s kitajskimi proizvajalci, ki so na ta način srkali naše znanje, takrat še na motorjih z notranjim izgorevanjem. Pogojevati to zdaj v nasprotni smeri z mešanimi družbami teh kitajskih proizvajalcev, tudi z evropskimi avtomobilskimi proizvajalci, in da pridemo pravzaprav do teh njihovih izjemnih tehnoloških prednosti, ki so se medtem razvili na električnih vozilih in na litij-ionskih baterijah. Pa verjetno bilo tudi, da enostavno definirati nek določen del evropskih komponent, seveda trajnostnih, konkurenčnih, inovativnih in potem graditi na temu naprej. Podobno, kot ste tudi vi rekli, naše prednosti. Zakaj pravzaprav je registracija električnih avtomobilov čedalje manj, več je pa hibridov zdaj v Evropi? Zakaj? Je to tudi posledica teh političnih odločitev, protekcionističnih? To je odločitev trga. Ti trg ne moreš napolniti z način, kar trg še ne more sprejeti. Zato je hibrid dobra rešitev. Ampak če mogoče smem se navezati, ker je gospod Celjak zelo dobro nastavil v bistvu najpomembnejšo dilemo, pred katero je zdaj Evropa. Pa ne vem, če jo čisto dobro vsi skupaj razumemo. Omenil je, kako se je zgodilo z japonskimi in korejskimi. V 70-ih letih so japonski, to je bila kriza energetska, podobno kot jo imamo zdaj, pač v drugačnih razmerah, so Japonci na ameriškem trgu ponudili cenejše, bolj energetsko učinkovite avtomobile. Kako je odreagiral takrat njihov kapital in sindikati? Tako, da so na ulicah razbijali japonske avtomobile. Mi smo zelo blizu tega, da bi se enako zgodilo tukaj zdaj s kitajskim, kar je popolnoma narobe. Gospod Celjak je lepo povedal neke vzvode, ki jih lahko popolnoma unovčimo, ker jih je Kitajska razume, ker jih je pred nami že ona upeljala. Še en drug pomemben, ker zdaj lahko gremo na več, ali vsaj po dveh poteh. Ena pot je torej ta dajatve in vse ostalo, kar že poznamo, in to bojim se, da nekako tradicionalno k temu razumemo to, ampak to nam bo izposlovalo samo nekaj še dodatnih mogoče let, v katerih nimamo te prednosti, kot je gospod Celjak povedal, ker nas po nekaterih tehnologijah prehitevajo. Ali pa naredimo nekaj, ker evropski trg je za kitajske proizvajalce zanimiv ne zaradi volumna, ampak zaradi prestiža. Zaradi tega, ker ko enkrat osvojiš evropski trg, pomeni, da si stopil tudi na najbolj zahteven trg. Na svetovno prizorišče, tudi brand. Ja, na najvišji vrh sveta avtomobilizma, po tehnologiji. In zato se tukaj zdi pomembna izbira drugega. In to je pa to, da se za vse dele, kar je že gospod Celjak omenil, da za vse, kar je v avtu vgrajeno, našem, evropskem ali kitajskem, ima sledljivost trajnosti, kar pomeni, da tudi delavci na kitajskem morajo biti primerno plačani v primernih delovnih pogojih in tako naprej in tako naprej. Potem ta kitajski avto ne bo več tako poceni. Seveda bo tudi mogel biti narejen v Evropi, pa seveda bo moral imeti tudi slovenske in evropske dele vgrajene. Potem pa razlika že ni več tako velika. Se pravi, da je Evropa taki postavi standarde, Postavi, ker ga lahko. Pa še nekaj, hkrati moramo mi teči še na drugih progah, ker mi smo v zaostanku tudi na drugih, na infrastrukturi, na drugih gorivih. Mi moramo najti rešitve. Mi smo zdaj na točki, kjer bo Kitajska čez 20, 30 pa 40 let, kar se tiče mobilnosti. Oni bojo svoj trg zasičali. Mi ga že imamo zasičenega. Če mi najdemo rešitev zase, jo bomo morda lahko tudi za njih. Tudi v novih tehnologijah. Kar prej nismo naredili na polju, recimo tekstila ali visoke tehnologije telefonov, lahko zdaj naredimo pri avtomobilski industriji. Postavimo standard za svoj trg, ampak tudi reguliramo svetovnega na nek način. S tem pa tudi standard za te poceni kitajske avtomobile. Gospod Celjak, samo še na kratko, se strinjate s tem, kar smo ravno kar govorila? Ja, v osnovi ja, zavedati se moramo. Je to rešitev, recimo? Kitajska že 20 let vodi eno izjemno in zasleduje jasno vizijo, jasno koncizno strategijo, ki jo tudi konsekventno uresničuje v kombinaciji velike usklajenosti države, vlade, izobraževanja, znanosti, gospodarstva in še z izjemnimi subvencijami, ogromnimi države v razvoj. Vsega tega namreč žal v Evropski uniji danes enostavno ni. Ni vizije, ni jasne strategije, smo razdrobljeni, smo nepovezani, vse to bo enostavno treba in to zelo hitro postaviti na novo. Predvsem pa bi apeliral na to, da mora vsak od nas v Sloveniji osebno za začetek se zavedati, da bo treba stopiti iz tudi osebne cone obdobja in iskati v
tem, kar vsak od nas osebno počnemo profesionalno, enostavno bistveno bolj konkurenčne, trajnostne, produktivne, inovativne, kreativne rešitve, kot to danes delajo izjemno dobro Kitajci, kajti če ne, dejansko postajamo dobesedno muzej na prostem in žal nerazviti del sveta, že v tem trenutku, v tem modernem dobu. Upajmo, da ne bo tako, da smo že veliko govorili, še morda stavek. Stavek je samo to dopolnim, da Evropa je stara in na ta način iz cone obdobja razmišlja. Na Kitajskem vse mogoče. Oni so šli v 20 letih iz koles na avtonomne avtomobile, na drone. Mi moramo preseči to. Sej, ne, lahko vendarle, ne. Tako. Najlepša hvala obema za ta zanimiv pogovor in lahko noč. Hvala.